nastale v okviru izvedenih tečajev, taborov, naših programov šole preživetja Laris in pa skice ali pa torej, neke risbe so pa izvzete iz skavtskih priročnikov, nekaj pa seveda tudi iz spleta. Če bo kakršnokoli vprašanje, torej boste vaše vprašanje pisali kar v chat. Danes bo zadeva malo bolj interaktivna, boste imeli malo več dela oziroma bo malo bolj šolsko izgledala, če se malo pohecam. Skratka, malo vas bomo prosili, da boste kakšno stvar tudi zapisali, ko bo čas za to. Bi prosil, če gremo kar na uporabne vozle. Torej, na hitrico bomo samo ponovili nekaj o vozlih. Se pravi, poznamo vozle za pritrjevanje, za zavezovanje in pa ostale vozle. Zdaj, tukaj ne bom dosti časa izgubljal, zato ker imamo res dosti snovi danes za predebatirati. Bi pa mogoče res omenil, da torej, ko vozle obvladate, torej obvladate jih takrat, kadar jih znate z zavezanimi očmi oziroma za hrbtom zavezati in ta vozel potem funkcionira. Torej, ne bomo okrog teh imen, če se strinjaš, jaz mislim, da bomo, se pravi, da boste te osnovne vozle dobili iz samega čtiva in pa seveda, kot smo tudi v prejšnji epizodi, če lahko tako rečem, tudi dodali neko povezavo do YouTube posnetkov, kako se te osnovne vozle zaveže. Lepa vezava je dobra vezava, se pravi, vedno začnemo nekje z začetnim vozlom ali pa bičevim vozlom, ali pa tudi nenazadnje s kakšnim napenjalnim je v redu in vedno zaključimo ali z ambulantnim ali pa nekim podobnim vozlom, torej odvisno od debeline vrvi, smo tudi rekli, če mačkrat ponovim. Potem smo si prejšnjič pogledali, kaj je bivak, kakšne pripomočke potrebujemo. In sicer ti pripomočki so lahko štorsko krilo, ponjava, neki naravni materiali, kot so veje, listje, tudi sneg nenazadnje, in pa seveda neka drevja oziroma votline, smo rekli, treba biti pozoren, da se ne odpravimo glih v medvedov brlog. Skratka, in pa neke stene lahko uporabimo kot neko, bom rekel, naravno zavetje. Seveda treba upoštevati vremenske razmere in pa samo lokacijo, kje smo. Pri velikosti bivaka seveda upoštevamo, koliko je ljudi prisotnih, torej da so vsi pod streho. Torej, da prostor poiščemo pred temo, da ne delamo panike. Zelo pomembna je izolacija, kakor vidite, in pa seveda nahrbtnik je tudi lahko pripomoček, v katerega lahko damo noge. Če se le da, zaužijemo kaj toplega, se pravi, če nič drugega, lahko kakšno vodo prevremo, sploh če je, bomo rekli, neznanega izvora oziroma da je neka luža, torej, ki je bila že v stiku z zemljo ta voda, je potrebno potem prekuhati in pa za obogatitev okusa mogoče date noter kakšno listje ali praprot, lahko date smrekove veje, lahko date, you name it, se pravi, koprivo ali pa karkoli. Se pravi, sama izbira lokacije pa je potrebno, torej, da je pravilno zberemo, da je v zavetrni legi. Rekli smo, da je dobro, da ni nekje v kotlini ta bivak postavljen, da ni na vrhu hriba postavljen, ker je preveč vetrovno. Se pravi, zaradi same vlage v dolini oziroma zaradi vetra je treba to seveda biti pozoren. Kjer je voda, je seveda več vlage in seveda zato tudi manj ustrezno področje za postavitev
bivaka. Torej, voda naj se odteka, tako da se ne more zadrževati, in pa, kot smo res večkrat se spomnim poudarjali, je treba tudi pogledati, kaj je nad našimi glavami, torej kaj je nad bivakom samim, da ne bi ob morebitnem kakšnem vetru ali pa kaj podobnega se nam zgodila kakšna še večja neumnost oziroma da nam ne pade kaj na glavo. Tako, pogledali smo si tudi nekaj primerov postavitve nekih šotork ali pa ponjav. Rekli smo, da je seveda zelo fajn, da smo s čim večjih strani zaprti, torej zaščiteni pred zunanjimi vplivi, kot je veter, dež in podobno. Nenazadnje seveda lahko ta naša ponjava služi tudi kot zaščita pred soncem. In kot smo že tudi rekli, seveda lahko za ta bivak uporabimo tudi kakšno vrečko za smeti, kakšno večjo, 200 litrška so recimo zelo primerna, ali pa 250 litrške, skratka, čim večja je, boljša je, oziroma več površine vam bo lahko pokrila. Potem smo rekli, da če nimamo primernega ali šotorskega krila, ali astrofolije, ali vrečke za smeti, ta bivak postavimo iz naravnih materialov, iz vej, ki ležijo naokrog po gozdu. Pri prekrivanju smo rekli, da upoštevamo, da je to enako kot pri hiši, se pravi, da od spodaj navzgor nalagamo material, da se potem tudi ta voda preliva oziroma teče primerno navzdol. Te veje, ki so položene na osnovno, bom rekel, gred ali pa na osnovno palico, je dobro, da so čim bolj skupaj oziroma da so čim bolj gosto skupaj dane, zato da nam že kot take lahko nudijo še dodatno odvajanje vode stran od nas, smo rekli, pod nekim ostrim kotom. Pazimo na okolje, se pravi, veje, recimo smreke, ne naberemo samo iz ene smreke, ampak jih torej iz večjih smrek zberemo, če se le da, da ne naredimo neke prevelike škode, sicer se tako drevo ne bo kar posušilo, če mu ravno ne odrežemo vrha, ne. Torej, če odsekate vrh, potem bo drevo umrlo, drugače pa ne, vsaj okrog smreke to drži. Okej, danes imamo na programu stezosledstvo in pa rastlinstvo. Začeli bomo z rastlinstvom in bom na tem mestu jaz kar predal besedo Tjaši, da boš ona kaj povedala, sem jaz govoril. Ja, torej, lep pozdrav. Rastlinstvo. V bistvu, ko sem z Larsom govorila o rastlinstvu, sem se spomnila, da smo kar nekaj o rastlinah že povedali, ampak kljub temu bi mogoče še enkrat par glavnih drevesnih vrst šli čez, pa se malo spomnili tudi, kaj smo že govorili. Če smo takrat govorili bolj o hrani, mogoče danes malo bolj vse splošno, kaj k čemu oziroma kako lahko uporabimo rastline v naravi. Pa če pogledamo drevesa, že zadnjič smo rekli, da so neka taka 4 najbolj značilna drevesa: bukev, lipa, breza in hrast. Bukev torej zelo dobro gori, to smo slišali, pusti dobro žerjavico, daje veliko svetlobe. Potem olupljen in spražen žir je zelo okusen, se pravi, lahko se ga prepraži, žir se lahko tudi stre in se iz njega naredi moko. Mladi bukovi listi so okusni za solato, starejši kot so, bolj so grenki, niso strupeni, ampak niso pa preveč okusni. In tudi veliko manj hranljivi. Pri bukvi, torej pri žiru, bi jaz mogoče omenil še enkrat, da ponovimo, torej med drugo vojno so recimo iz žira so stiskali tudi olje, ker so iz štal oziroma iz hlevov je vojska pobrala, bom rekel, soživine več ali manj in ni bilo maščobe za pripravo hrane. In so iz žira, torej prepraženega žira, doma pripravljali improvizirane, bom rekel, stiskalnice za olje iz žira. No, super. V tem času, ko je pa Laris to govoril, sem pa mogoče lahko na tem mestu, glede na to, da govorimo o rastlinah, povemo še o bukvi zelo podobnem gabru. Torej gaber, zdaj, če vidimo, da
levi zgornji sliki, kot jo vidite, pač imamo bukev. In v bistvu gaber je zelo podoben bukvi po listih, s tem, da ima bukev enostaven listni rob, medtem ko ima gaber rahlo nazobčenega, pa po lubju tudi lahko ločimo tako, da ima bukev gladko sivo lubje, medtem ko ima gaber hrapavo lubje in pa bolj rjave barve. Prav tako so mladi listi lahko užitni, ostale stvari pa nimajo nekih posebnih vrednosti. Les sam po sebi je pa seveda tudi dober za kurjenje ognja in tudi zadrži kar nekaj žarjavice. Potem imamo lipo in tudi lipovec. Če ste si morda zapomnili, ločimo jo tako, da lipovec ima na spodnji strani lista rjave dlačice, medtem ko ima lipa bele. Oba dva pa svoje cvetove in tudi pač cvetovi pa obeh so v bistvu primerni za čaj. Sicer je lipov les zelo mehek, tako da je zelo primeren za kakšno tudi pletenje vrvi, pletenje za kakšne vrvi. Iz lipovega lesa si zelo enostavno naredimo kakšno posodico. Velja pa tukaj omeniti to, da vsaka lipa, ki jo podremo, je zelo dolgo rasla in da zelo dolgo raste v bistvu. Mogoče tako od vseh teh nekih dreves najpogosteje oziroma najraje uporabljamo kakšno lesko, ki se hitro obnavlja, hitro raste, tudi debelejša in je enako spet zelo pač mehka in tako, da smo pozorni tudi na take stvari, ker zato, da ena lipa zraste na višino ene leske, rabi skoraj 10 let, da pa leska zraste na višino torej te lipe pa približno leto do 2. Potem imamo brezo. Breza, vidimo jo pač, prepoznamo jo na daleč po belem lubju, ki je pa v bistvu zelo uporabno tudi za netivo, tako v sončnem kot v deževnem vremenu. Mislim, da z ljubjem se bomo srečali, verjamem, da se boste že prej, ampak zagotovo tudi na pač naši delavnici, ko bomo probali tudi zakuriti s kresilom. Brezov les je prav tako primeren za kurjenje. To sem hotela pa boru napisati, ampak se za brezo isto velja. Isto velja. V bistvu, če odstranimo zgornjo plast, to velja tudi recimo za bor, in smreko, se spodnja plast lubja lahko v bistvu prepraži. Potem zagotovo poznate brezov sirup, brezov sok, postopek je sicer, ne bom rekla, da zelo zahteven, vsekakor pa dolgotrajnejši. Se pravi, je tudi po tej poti uporabna, potem se iz breze delajo tudi razni šamponi in podobne stvari, ampak to bolj v neki farmacevtski industriji. Ja, jaz bi mogoče dodal, ko si menila glih sok, zdaj za recimo, če vzamemo pri brezi tam nekje do 1. aprila, torej zgodaj spomladi, vzamemo šop vej, pa od kakšnega fruca flašo, odsekamo te veje, torej na koncu, to je najbolj, bom rekel, humano do drevesa, torej najbolj etično, in te veje spravimo v flašo in jo navežemo kar gor na te veje in dobimo v roku torej 24 ur nekje se nam ta flaša napolni, se pravi liter pa pol tekočine oziroma tega brezovega soka dobimo, to smo testirali. Skratka, se da dobiti, bom rekel, voda iz breze ven. Zdaj mogoče malo bolj rigorozna metoda je pa ta, da v bistvu konico noža zapičimo v drevo in v to razpoko, ki od noža ostane, ker ven potegnemo, vtaknemo noter ošiljen klinček, kar lahko je leskov ali pa direkt z breze, tudi neko palčko, jo ošilimo in jo pod ostrim kotom zopet vtaknemo noter v to režico, ki je ostala od noža in se bo po nekaj sekundah začela v bistvu ta sok breze ven cediti po tej palčki. Seveda podstavimo posodo, da jo tudi prestrežemo. Tretja opcija je pa vrtanje lukenj, to vam pa, ne vem, skoraj odsvetujem, razen če boste se res profesionalno ukvarjali z pridobivanjem brezovega soka oziroma sirupa. Gre pa za to, da je v bistvu, kar ljudje ne počnejo dobro, je v bistvu to, da ko luknjo zavrtajo noter, jo ne zamašijo. Se pravi, če mi ne zamašimo te luknje, drevo, rečemo, izkrvavi in praktično tudi umre. Zato vas opozarjam, da če boste že vrtali luknje noter v brezo, poskrbite potem tudi za nek plutovine zamašek ali pa iz nekega trdega lesa, oblikujete primerno velikost in zamašite, zabijete to luknjo, da drevo ne izkrvavi, kot rečemo. Hvala za besedo. Potem imamo pa še hrast.
Hrast pa v bistvu spet plodovi so primerni za kavo, lahko tudi za moko, s tem, da jih je treba prekuhati, svetujejo, da v 10 vodah, ne. Da se res dobro pač izloči vse snovi, ki bi lahko v neki večji količini povzročile slabost, bolečine v želodcu in podobne simptome. Samo trenutek, še smo dobili še nekdo se nam je pridružil. In v bistvu iz skorje, hrastove skorje, lahko v bistvu skuhamo čaj, ki je zelo dober tudi proti driski, se pravi, tako kot na primer, ne vem, rečejo, pojejte manj oglja. S tem, da spet moramo paziti, da ni pač ta čaj, mislim, da ne pretiravamo s tem ogljem v čaju, no. Les je spet zelo dober za drva, sicer pa je hrast uporaben tudi v, kako se temu reče, lesni industriji, se pravi, mizarstvo, tako. To so v bistvu ta neka glavna 4 drevesa, no, ki je pač zelo fajn, da jih znamo prepoznati. Brezo itak po ljubju, bukev smo rekli po enostavnih listih, pa bukev je tako v bistvu kraljica naših gozdov, ne. Potem imamo hrast, ki je prepoznan po teh valovitih listih, in pa lipa s svojim značilnim vonjem v maju in pa sicer takimi srčastimi listi, kot simbol slovenstva, mislim, da tudi nimamo težav s tem. Ja, skratka, če na hitrico povzamem, so to v bistvu 4 vrste drevesa, ki v bistvu jih najdemo po celi Sloveniji, oziroma ne vse povsod, seveda, ne vse, ampak so pa bom rekel, en tak skrit vir ali hrane, ali vode, smo rekli, ali pa drugih stvari, kot smo rekli, naj si bo to za zdravilstvo ali pa za nego las, če hočemo. Tako. Potem pa v bistvu mogoče velja omeniti še smreko, torej to je pa en iglavc, s tem, ko rečemo, da je iglavc, že se zavedamo tega, da govorimo o tem, da ima smolo med drugim. Smola je za nas lahko pomembna z vidika v bistvu tega, da velja za vnetljiv material. Včasih so smolo uporabljali tudi za čigumije, ponavadi jo v natečaju tudi požvečimo, da ugotovimo, da se ne lima na zobe, čeprav tako izgleda. Sicer pa je smreka uporabna, smrekove veje za bivak, to smo prejšnjič govorili. V bistvu, kot smo že večkrat omenili, voda odteka, tako da tudi če ima smreka zelo goste veje, lahko kar spodaj bivališče postavimo, pa je velika verjetnost, da bomo tudi v deževnem vremenu ostali suhi. Smrekovi vršički, spet v bolj spomladanskem času ali pa pozno spomladanskem, v kakšnih višjih legah, so primerni za sirup, za čaj. Smreka ima zelo veliko eteričnih olj in pa skorja, lubje se da zelo enostavno v bistvu polupiti. Tule bi spet opozorila na to, da pač pazimo, da ne uničujemo smrek preveč, da ne vem, ne vzamemo kar 2 metra iz ene smreke, ker pač s tem imamo spet dostop do bakterij, omogočimo drevesu, bakterijam omogočimo dostop do drevesa in lahko pač drevo na tak način tudi v bistvu propade. Res je, da smreka to rešuje smolo, ne, smola v bistvu zaceli rano, ampak vseeno, da smo pač tukaj nekako previdni. Potem pa še bezeg, je pa itak spet en tak splošen grm, kjer pa spet cvetje je pač primerno ocvrto, ga lahko pač jemo, lahko ga ocvremo in ga pojemo, cvetovi, če jih posušimo, ali pa tudi sveži so primerni za sok, za čaj, plodovi za marmelado. Iz lesa lahko naredimo piščalko, zdaj to lahko tudi iz katerega drugega drevesa, ampak mogoče je bezgov les zanimiv zato, ker če boste bezeg, v bistvu, če boste prežagali malo debelejši bezeg, boste videli, da je sredica čisto pač praktično toliko mehka ali pa celo votla, da zelo hitro pač pridemo z malo truda do tega, da spravimo kakšen zvok iz bezgovega grma. Ja, naj povem, da je bezeg primeren mogoče tudi za boldril, o tem pa kaj več v naprednem tečaju, oziroma ko bomo govorili o prižigu, ognju z lokom, bolj natančno, to zdaj ne bomo. Smo rekli, da je to kar zahtevna zadeva, ki, bom rekel, celega človeka zahteva, če ne 2. Mogoče je tukaj še ena taka zanimiva stvar za povedati, ni tudi bistvena za preživetje, je pa mogoče zanimiva, tako da se jo zavedamo, pač kot vemo, nekako prevladujoči vrsti v slovenskih gozdovih sta bukev in smreka. Bukev pač je itak glavna kraljica in mogoče tudi glede strategije preživetja je recimo bukev absolutna zmagovalka, čeprav včasih navidezno deluje, da je to smreka. Namreč smreka ima zelo plitve korenine,
ima zelo plitve korenine, medtem ko ima bukev zelo globoke. Smreka raste veliko hitreje kot bukev, se pravi, je v nekem trenutku veliko bolj lahko dovzetna za kakšne vetrolome, snegolome in podobno. In takrat, ko v bistvu smreka torej se polomi, bukev dobi tisto priložnost za razcvet, ki je pa skrita spodaj. In bukev ima tudi v bistvu zelo zanimivo strategijo, da spomladi zvrsti. Če boste opazovali pomladanski gozd, boste videli, da je ena od najpoznejših, ker res počaka, da slučajno ne bi dosegla kakšne pozebe. Smreka sicer nima teh težav z igelcem, no, ampak tako, ko greš malo to raziskovati, je zelo zanimivo. Deluje, da je smreka v bistvu bolj uspešna, ampak na dolgi rok je v resnici bukev tista, ki skoraj absolutno zmaga. Ena taka zanimiva zanimiva knjiga je Skrivna mreža narave, pa Skrivnost dreves ali nekaj takega se imenuje knjiga in je tako zelo zanimivo, opisuje neke odnose pa uporabnost od posameznih dreves. Toliko, več nimamo časa, ker je še veliko stvari. Točno to. Okej, potem pa še, če se pri rastlinah samo ene stvari dotaknemo, ne bi se ponavljala. Torej, rastline, imamo zelo veliko v bistvu nekih zelnatih rastlin, nekatere so ekstremno uporabne, imajo tako zdravilno vrednost kot prehransko vrednost. Rekli smo, da vsebujejo zelo veliko rudnin, veliko več kot na vrtu tudi jih lahko najdemo in da pač ravno zaradi tega je ta hrana veliko bolj bogata in pestra, tudi če v manjših količinah zaužijemo. O zlatih pravilih smo govorili, velja pa tule poudariti, da so nekatere rastline zaščitene in posledično jih pač ne uporabljamo oziroma do njih pač imamo nek odnos in če ne gre ravno za preživetje, jih pustimo, da rastejo in uspevajo, ker je pomembno tudi, da ohranjamo naravno dediščino in skrbimo za biodiverziteto nasploh. In pa nekatere rastline so lahko tudi strupene. Pomembno je to predvsem takrat, ko se sprašujemo o tem, ali bomo nekaj zaužili ali ne. Velja, da pač vedno v bistvu se najprej prepričamo na koži, vonj, otip in take stvari. Zaužijemo v majhni količini, če se že odločimo, da jo bomo zaužili, počakamo recimo približno 6 do 8 ur, če ni nekih reakcij, se odločimo za nadaljnje korake. Hvala, Žiga, Skrivno življenje dreves, res je. To je serija 3 knjig, ena govori o drevesih, ena o spletu narave, ena pa o živalih. Tako da Skrivno življenje dreves priporočam v branje, v kolikor bi koga zanimali. Super, tudi jaz nisem. Okej, zdaj pa mislim, da smo z rastlinom zaključili. Če imate kdo kako vprašanje, lahko vpraša, sicer gremo pa na živali, stezosledstvo in vse povezano s tem. Ja, zdaj, če dovolite, bi v bistvu sva s Tjašo, oziroma jaz sem našel že pred časom, seveda nek učni film, za katerega sem neizmerno hvaležen. Zakaj? Zato, ker meni ni bilo treba snemati teh stvari. Naj vas opozorim, da so vsebine zelo nazorne, se pravi, ne bo ravno nekega ubijanja ali pa kaj takega, bo pa torej nazorno prikazano v tem učnem filmu, ki je sicer od Jugoslovanske ljudske armade. In sicer je to učni film o užitnih rastlinah oziroma užitnih živalih v naravi. Pa jaz predlagam, da kar začnemo, ker je nekaj uvoda še. Udobno se namestite, to bo en čas trajalo, bomo pa vmes še tudi kaj povedali. Tako. Čeprav je bilo kar nekih 15 minut. Se pravi, jaz upam, da niste preveč zgroženi nad samo vsebino. Prej je bilo še eno vprašanje, če se mogoče na hitrico vrnemo nazaj. Mislim, da je Žiga vprašal, ali žir... Kako? Alenka, ja. Alenka sprašuje, ali žir za olje stiskamo surov. Se pravi, definitivno ne, ker surov je strupen, zato ga je treba prej prepražiti. To naredimo v kakšni košari, torej naberemo žir, ga damo v košaro in v ognju segrejemo nekje 5 centimetrov premera debele kamne. Absolutno jih ne smemo vzeti iz kakšne rečne struge ali pa potočne struge, ker te kamne lahko potem eksplodirajo zaradi same pare, ki se razširja. Tako da je treba biti zelo pazljiv pri tem, skratka, in ta žir, kot sem rekel, z dodajanjem vročih kamnov v to košaro ali pa v posodo in z mešanjem le-tega nekako termično obdelamo ta žir, se pravi, da se posuši
in prepraži in je potem lahko kot tak, torej, oziroma prepražanje užiten in pa, kot sem rekel, lahko tudi iz njega potem stiskamo olje. Tole pašterico ste videli tudi na samem posnetku. Izvrstno deluje, res se da, bom rekel, prilagoditi, bom rekel, za vsako divjad posebej. Se pravi, lahko bi, če pretiravam malo v hecu, rečem, da tudi zaslona lahko tako past postavimo, ampak mora biti seveda sorazmerno velika tudi zaslona. Torej, ta past je primerna predvsem zato v primerjavi z neko zanko, zaradi tega, ker, ne vem, če bomo lovili miško, veverco, mogoče zajca, v to past zagotovo ne bomo srne ujeli. Torej, če pa postavljamo zanke, torej pa lovimo zajca, se nam lahko tudi srna ali pa jelen ujame, pa je potem lahko kar težava. Rad bi opozoril še enkrat, da je to v mirnem času prepovedano, torej v skrajni sili, pa seveda so te stvari na voljo. Seveda pa ne propagiramo tega, da bi zdaj to kar v vsakdanje prehrano vnašali te stvari. Še kaj takega. Skratka, okrog teh pasti bomo na sami delavnici pokazali vsaj 2 past dvigovalko, to je tista, ki smo videli, dvigne sam plen oziroma samo žival, da jo potem drugi ne pojejo nam, torej in pa seveda je zelo pomembno, da pasti gremo takoj zjutraj, se pravi, če jih popoldan postavimo, da jih zjutraj seveda gremo čim prej preveriti, da se ne bi žival mučila, kakorkoli. Zdaj, mogoče še okrog samih vab. Pri vabah je zelo pomembno, da upoštevate, da če na primer torej lovite mesojedo žival, je pametno, da ji za vabo nastavite meso. Če lovite recimo rastlinojedo žival, pa seveda rastlinske dele, se pravi, ali so to kakšni dišeči cvetovi, kakšne korenine ali pa kaj podobnega. Skratka, to je treba malo upoštevati. In pa, kot ste že mogoče na posnetku zasledili, je potrebno pasti nastavljati tam, kjer živali so, torej ali na njihovih poteh, ali v bližini nekih napajališč ali pa podobno, se pravi tam, kjer žival je. Torej, v nadaljevanju si bomo malo bolj pogledali, bom rekel, na kakšen način ugotovimo, za kakšno divjad gre. Res bomo samo osnovne stvari povedali, ker tega je torej malo morje, zato bo seveda tudi v nadaljevalnem tečaju veliko več prostora za te dodatne stvari namenjene. Torej, zdaj bom pa kar v bistvu predal besedo Tjaši, da nam bo malo povedala o stezosledstvu, kaj to pomeni, kaj to je in pa kaj nam lahko pride prav v bistvu ta veščina, če lahko rečem. Pa se bo kar malo izmenjavala po moje. Torej stezosledstvo. Že ime samo pomeni, da govorimo o stezah in o sledeh. Steze, ki jih uporabljajo živali v gozdu, imenujemo v večini primerov stečine. Sled pa pač sama po sebi, v bistvu vsi puščamo sled, tudi ljudje. Danes se bomo usmerili bolj mogoče na živalske sledi in tudi stopinje. Lahko bi pa precej časa posvetili tudi temu, kakšne sledi in stopinje pušča človek. In če mogoče najprej kar ločimo, torej stopinja je en odtis živalske šape, se pravi odtis, ne vem, naše noge ali pa roke je stopinja, medtem ko sled je več stopinj hkrati lahko, niso pa sledovi samo odtisi šap. Odtisi šap in parkljev, v bistvu jih pogosto lahko opazimo, če smo pozorni v gozdu, so pa to tudi utrgane veje, obgrizano lubje, recimo kam zataknjene dlake, ne vem, medved, ko markira svoj teritorij, se lahko obdrgne ob kakšno drevo, ob kakšno kaži pot in tako, in lahko najdemo dlake. Lisica, na primer, ko brska za žuželkami in plodovi, lahko ob kakšno koreninico pusti kakšne koščke dlak, če smo pozorni. Potem pohojena trava, spet
velike živali puščajo večje sledi. Medved Medved recimo je že ena taka, ki lahko v bistvu zelo vidimo in lahko tudi glede na to, v katero smer se je trava polegla, ugotovimo, v katero smer je šel. Kje je sedel, kje je ležal, kje se je mogoče, ne vem, lovil, kje je pač počel neke razne stvari. Potem imamo izbljuvke, to velja predvsem za sove. Strgana pajkova mreža nam lahko priča o neki prisotnosti neke živali, obrnjeno listje, kamenje, obdrgnjeno lubje, recimo tule na sliki vidimo, tole je sveža sled iz 10 dni nazaj od divjega prašiča, ki se je pač počohal po bukvi. Vidimo pač neko blato, ki je na drevesu in nam tudi pač priča o prisotnosti torej živali. V bistvu gozd nam pripoveduje svojo zgodbo, ampak da to zgodbo preberemo, moramo nekaj vedeti. In ko govorimo o preživetju, nas sicer zelo velikokrat zanimajo predvsem stvari, ki so kak ogenj zakuriti, kak postaviti bivak, ampak v bistvu je pomembno, da poznamo tudi okolje, v katerem se nahajamo, ker tako v bistvu lažje pridemo do nekih tudi za naše življenje pomembnih stvari, se bolj varno počutimo in tako naprej. Večkrat sva v tem tečaju že poudarila, da je dobro, da se zanašamo na svoja čutila, in ko govorimo o stezosledstvu, je še toliko bolj pomembno, da imamo vklopljeno vse, od tipa, vonja, sluha, vida, okusa mogoče malo manj. In mogoče dva taka zanimiva trika sta še to, da vonj lahko dosti izboljšamo, če se ovlaži zgornja ustnica z malo vode. Na primer, to lahko vidite tudi pri živalih, recimo lisice ali pa psi so en tipičen primer, ki si v bistvu vedno se z jezikom obliznejo. Tisti, ki dobro vohajo in si v bistvu obliznejo zgornjo ustnico, in to je nek tak trik, da v bistvu zaradi tega veliko bolj vonjaš. Kakšna je odzadaj fizika, žal ne vem. Naslednja stvar je pa recimo sluh, to pa itak sami veste, da pač se lahko sluh veliko bolj izboljša, če si pač za uhlje damo dlani in v bistvu s tem usmerimo zvok in zapremo neke šume, tako da lahko zaznamo bistveno več, zdaj spet so to tudi neki, vsak po svoje pove malo podatke, ampak bistveno več zvokov, ki bi jih sicer popolnoma zgrešili. Ja, to se enostavno predlaga, da poskusite, lahko tudi, če ste v mestu, greste na balkon, pa s prostimi ušesi poslušate, potem date še roke zraven, pa boste videli, koliko več zvokov boste slišali. No, to je res dober primer, ki ga lahko stestirate kadarkoli, kjerkoli. Je pa tako, da nasveti, sploh takrat, ko se gremo stezosledstvo zares, pa tudi sicer po gozdu, ko se premikamo, če se bomo premikali hitro oziroma prehitro, bomo manj stvari opazili, verjetno nam bo tudi prej kaj pobegnilo, pa včasih si želimo, da je tako, ne, ampak moramo biti pač res pozorni, kot sem rekla, že čutila, sledi ne smemo samo opazovati, ampak jih moramo tudi skušati razložiti. Če jih pa želimo razložiti, pa moramo vedeti tudi o posamezni živali kakšno stvar. Kaj pomeni razložiti? Sledi lahko preberemo, v katero smer je šla žival, ali je žival tekla, ali je hodila, ali se je zadrževala nekaj časa, ali se je prehranjevala, je mogoče samo šla za neko drugo živaljo, se je srečala z neko drugo vrsto. Se pravi, lahko govorimo o načinu premikanja in o hitrosti premikanja. In v bistvu sled nam govori tudi, koliko je stara. Zdaj, to je odvisno od vremenskih razmer. V bistvu sled s trenutkom, ko je nastala, začne tudi razpadati. Je pa res, da tam, kjer je v bistvu nastala v nekih pogojih, ki so potem zelo, bom rekla, da se vzdržuje približno isti in da ne vključuje nekega prevelikega vetra in vlage, se lahko obdrži tudi več let. Lahko se tudi fosilizira, recimo na Hrvaškem imamo zato ohranjeno odtis v enem mestu, ki sem zdajle pozabila, kako se mu reče, dinozavra, ne, ki se je fosiliziral, ampak to je pač idealen pogoj. Sicer je pa tako, sled v bistvu, dokler ima ostre robove, in se vidi že takoj, da deluje sveža, pomeni, da je stara dan, dva. Po dnevu, dveh te ostri robovi že razpadejo in potem se počasi v bistvu sled zabriše in je tudi težje določljiva ali pa jo je težje opaziti, če nismo vešči opazovanja. Ker sled je redko kdaj tako lepa, kakor jih bomo danes videli, ne. V naravi pač imamo vseh možnih zanimivosti. Ali podlaga ali pa kakorkoli lahko vpliva na to, ja. In pa peta točka je pa še bodi vztrajen, ne. Zelo velikokrat vidimo, ne vem, recimo meni se je že zgodilo, da smo bili v Kočevju in smo videli samo eno stopinjo risa, ne. Nikjer drugje ni bilo nobene, ampak to je za risa zelo značilno. Ris živi tako skrito življenje ljudem, da dejansko ga je zelo težko slediti. Tudi tisti, ki ga zelo dolgo sledijo, včasih tudi po par let ne pridejo do nekega izsledka, če ni to recimo fotokamera ali pa da vejo, da se nekje zadržuje.
In mi smo takrat našli tisto eno in edino stopinjo, res od ene šape in nikjer drugje nič, ker je skozi šel previdno po listju, tam je pa slučajno ni bilo kam drugam stopiti. Ampak smo se ful časa še v bistvu preiskali smo celo okolico, da smo videli, kaj se je še lahko kaj drugega zgodilo. Odkrili še veliko zanimivih stvari in potem v bistvu kot nek dober stezosledec hočeš te stvari povezati v neko zgodbo, ne? Tako vse skupaj deluje. Zdaj, kaj je pa res, pa vejo tiste živali, ki so šle mimo. Zdaj pa predlagam, da si pripravite tipkovnico, ker kot je že Laris prej povedal, bomo imeli danes bolj interaktivno. In sicer je vaša naloga v tem trenutku, torej imamo 3 stopinje, pod številko 1 je 1 stopinja, pod številko 2 druga in pod številko 3 tretja, da napišete, kaj mislite, da je pod enko, dvojko, trojko. Kar napišete enka, žival, dvojka, žival, trojka, žival. Tako da damo minutko, pa gremo potem naprej. Mogoče bi v svežosti sledi, mogoče zdaj v tem času, ko tipkate, gotovo slišite, mogoče, ko vidite v kakšnem filmu ali pa karkoli, ko dajo prste zraven sledi noter, zraven stopinje, s tem torej lahko primerjate, kaj je sveže in kaj je staro, oziroma lahko na ta način odkrijete, se pravi, če bo suha zemlja, jasno, ne boste, kako ne rečem, imeli enakih rezultatov, kakor pri mokri zemlji. Se pravi, da tudi, če je malo bolj suha kot sicer, lahko tudi ugotovimo, a je to sveža sled, a je to že nekaj časa, torej nekaj starejša sled, kakorkoli. Pa recimo zima je odlična za raziskovanje. Sledi je taka prava knjižnica stopinj in sledi, ker se pač v snegu zelo dobro stvari vidijo, ne. Odgovori prihajajo. Zdaj ste nekateri že pogruntali tudi skoraj čisto pravo zaporedje. En odgovor je povsem pravilen, in sicer je povsem pravilno, odgovorila Tamara. Zdaj bomo pogledali, kako si zadeve sledijo. Se pravi, pod številko 1 imamo divjega prašiča, pod številko 2, še vedno prihajajo odgovori, imamo risa in pod številko 3 volka. O risu in o volku bomo danes še slišali par stvari, sicer so se pa z Larisom odločili, da kar ob stopinjah še kako zadevo poveva. Pa če najprej sam ločimo, v bistvu, ko govorimo o divjih živali, o divjadi, govorimo o zvereh pa o parkljarjih pretežno. In tukaj imamo torej divjega prašiča, ki sodi med parkljarje, kar je pomembno za takrat, ko gledamo stopinje, ker ima parklje, se pravi, to sta 2 glavna parklja, ki sta v bistvu, če bi si zamislili našo roko, zraščena 2 prsta naša skupaj pa 1, tako sta parklja. Potem imamo pa še 2, ki sta pri divjem prašiču vedno vidna. Pa vedno na zunanji strani parkljev, ne? Tako, vedno v bistvu, če bi, samo da vzamem drugo orodje, če bi v bistvu potegnili črto od parklja navzdol, jaz upam, da vidite to rumeno, sta parkeljčka vedno na zunanjo stran. Kje sta na notranjo, bomo povedali kasneje. Ampak pri divjem prašiču sta torej vedno vidna in gre v bistvu za, če bi gledali po naših kosteh, za anatomijo, za ta 2 prsta. Divji prašič je žival, ki torej je kar vsesplošno razširjena, trenutno tudi v porastu kot populacija, ker so zelo tople zime tudi, tako da imajo prašiči tudi po 2 zaroda na leto, kar je lahko veliko, kar je vleglo kar precej prašičkov, ne, v povprečju koliko, 8 ali koliko? Ja, 8 pa tudi lahko več, ne. Tako da se zelo množijo, sploh ta primorski konec je zelo, ali pa ta zahodni del, bom rekla, no, v porastu, pa vzhodni. To se predvsem pozna, če so, kot si omenila, ne, odvisno kakšna letina, koliko je hrane in na podlagi tega se potem žival odloči, a bo se večkrat parila oziroma bo imela več mladičev ali manj, ne. To je res zanimiv pojav, kako živali to se pripravijo na te stvari. Tako, sicer pa v bistvu, ja, je vsesplošno prisoten, hrani se pa predvsem z nekimi plodovi, pač rije po gozdu, opazimo ga lahko po tistih čuhalnikih, ki sem že prej rekla, potem ima te kaluže, so značilne za njega, se pravi, to so te blatne
luže, v katerih lahko prašiči tudi ležijo, spijo in se jim včasih, če smo preveč neslišni, ni prijetno, ko se vstanejo in napadejo. V bistvu so vse jedi, no, praktično. Tako. Tudi mrhovinari so praktično, tako da tudi kakšno mladiča srne ubijejo, če ga najdejo in tako naprej. Tako da so, ne povem na tem mestu, no, ko smo že pri divjem prašiču, v primerjavi z medvedom divji prašič ubil nekje od druge vojne do danes v Sloveniji govorimo okrog 100 ljudi. Pri medvedu bomo slišali pa potem kasneje pa samo 3 oziroma 4. Okej, pa ris pa volk, ne bi tukaj izgubljali veliko besed, kar bomo kasneje. Tukaj bi povedala samo pomembno razliko, torej volk sodi med pse, ris sodi med mačke in vse mačke imajo kremplje skrite, ker z njimi lovijo in jih potrebujejo, bomo tudi malo več kasneje o tem, se pravi, na mačji stopinji praviloma nikoli ni vidnih krempeljčkov, medtem ko na vseh stopinjah psov, naj bo to volk, šakal, kdorkoli, lisica, imamo vidne kremplje. To je ena taka bistvena razlika med mačjo in pasjo stopinjo. Ja, tudi pri jazbecu in tako. V bistvu vse. Vse razen pač v bistvu risa, mač in divje mačke v Sloveniji. Kje drugje pa še kakšne druge mačke, ampak pri nas poznamo ti dve. Plus domačo mačko seveda, ne. Okej, in gremo na naslednje, tako da pripravite prste in tipkovnico. Hitri prsti. Torej spet 3 stopinje, katere je pod številko 1, številko 2 in številko 3. Težko vprašanje dala, Tjaša. Ne, saj ne. Ja, lahko potrdimo, da je prvo srna in tretjo je res medved, tako da zdaj iščemo še dvojko. Tudi jelen je lahko prva, ja, ker ne piše velikosti zraven. Ta druga, pa tudi smo že dobili pravilen odgovor, je pa lisica. Torej, če si kar pogledamo. Boš ti, ali to še bom jaz, to imam 6. Okej, torej. Tako, se pravi, pod prvo govorimo o jelenu ali o srni, spet vidimo, imamo 2 parklja. Pri srni v velikosti cca 4 cm, pri jelenu lahko tudi 8 cm, skratka precej več. Zdaj prej nisem omenila, ne, tule lahko tudi vidimo, kako v bistvu jelen oziroma srna teče, hodi. Zdaj, če normalno hodi, imamo takole cikcak, levo, desno. Če teče, če je blato, če je sneg, lahko opazimo tudi, to smo prej povedali, parkeljčka, se pravi, to sta ta 2 prsta, ki sta pri jelenu pomaknjena višje po nogah. Jih bom tudi narisala, ja, tako. Zdaj kot krogci bojo narisani, no. Se pravi, gre pa za to, da so te parklji, nisem najlepši. Dobro je. Skratka, te parklji so pa običajno znotraj linije zunanjih parkljev ali pa ravno na meji, nikoli niso zunaj, se pravi, nikoli jih ne bomo našli tukaj ali pa tukaj, kot pri divjem prašiču. Točno to. Torej, jelen srna, zelo podobno, tudi kar se tiče njunega življenja, je tako, da v bistvu tako jelen kot srna, oba dva sta rastlinojeda. Zdaj, jelen je samec, samica jelena je košuta, imamo srno, samec srne je srnjak. O rogovju bomo malo več povedali malo kasneje, pa tudi o načinu prehranjevanja. Mogoče je pa pomembno to, da ne vem, vsa rastlinojeda živali se gibajo takrat, ko malo pade mrak, na primer. Zato, ker je treba se zavedati, da na njih ves čas v bistvu prežijo plenilci in so lahko tudi lahek plen, če niso dovolj previdne. Potem imamo lisico. Mogoče bi še preden nadaljujemo, ko si že omenila, torej vse živali, ki so plen, imajo oči ob strani in vse živali, ki so v bistvu predatorji oziroma plenilci, pa imajo oči tako kot človek od spredaj.
Se pravi, lahko primerjamo volka, medveda, lisico, jazbeca, kuno. Se pravi, to so vse plenilci. Vsi fazani, zajci, srne, jeleni pa imajo oči na strani, zato ker morajo imeti, bom rekel, čim večji kot pokrit zaradi plenilcev. To je mogoče tudi In to je mogoče tudi ena zanimiva stvar, ker ponoči, da je z lučko posvetite, ne? Če vidite, da sta dva učka takole le se zasvetla, potem zelo verjetno gledate v eno od zveri, ne? Medtem, ker če vidite samo eno oko, je zelo verjetno kakšno srno, ne? Razen, če stoji direkt pod kotom v faci Ja, zadeve. pa sta dve srne tako postavljene. Ok, no, zdaj sem še eno dodatno naredila. Potem imamo lisico, spet govorimo torej o krempljih, ima kremplje. O lisičji stopinji bomo malo kasneje povedali še malo več, sicer je pa lisica tudi vsejeda in spada med kozmopolitske vrste, rečemo. Kaj to pomeni? Pride tudi v mesto, ne boji se človeka toliko, da ne bi prišla do smetnjaka, je vse splošno razširjena. Ena zanimivost je mogoče, da lisice in lisjaka načeloma ne moremo kar tako ločiti in tudi za določitev, na primer, potem okostja, kaj spada lisici in kaj k lisjaku, se uporablja formula, kjer moramo izmeriti dele lobanj, da določimo, ali je bila lisica ali lisjak. Jaz pa poznam dve metodi, kako to prepoznate, da date vodo v gost, ne, in če je pila, je ona, če pa pil, je pa ona. Evo, tako se določi lisica. Drugače pa še lovsko zgodbo, pa spet za hec, v bistvu lisica ima rep eno luknjo višji kakor lisjak. Evo, tako. Evo, udeleženci se že smejijo. Tretja stvar je pa medved, o medvedu bomo spet malo kasneje, lahko pa povemo, da zadnja stopinja precej spominja v bistvu na človeško nogo, sprednja pa kot na neko dlan. Potem ima 5 prstov, prej smo govorili skozi 4, kar tudi lisica, volk, pes, imajo tale prst pomaknjen gor. Peti prst je zagrnel in je v bistvu višje pomaknjen po nogi, to je tisti majhen nohtek, ki ga lahko opazimo tudi pri psu. Medved, vse stopinje na tleh. Več kasneje o medvedu. In pripravite tipkovnico, še zadnji 3, zadnje 3 sledi, ki jih bomo danes ugotavljali. Spet prva, druga, tretja. Jaz mislim, da ne bo težko, ali pač. So kar dosti pogoste te sledi. In tudi živali so take zelo karizmatične. Tako. Vse smo videli tudi na posnetku. Prva je zajec, pravilno, ja. Druga ima izrazito dolge krempljčke, če vidite. Druga je jazbec, odgovor je pravilen, pa še tretja. Ni miška. Tretja je pa veverica, bravo. Prišli smo do pravilnih odgovorov. Odlični ste, super. Na tem mestu naj povem, da je za te stvari zelo potrebno to trenirati. Kaj ne rečem, v zajcu, kaj ne rečem. Se pravi, zajec je seveda rastlinojeda žival. V svoje čase so bili zelo razširjeni, oziroma toliko, da so celo, bom rekel, velike katastrofe na poljščinah povzročali, pa so jih potem skoraj, bom rekel, že čist izlovili. Skratka, je že skoraj bil na robu preživetja, ker so se tudi, bom rekel, lisice nehale toliko loviti zaradi krzna, potem kasneje, seveda, in ker ni bilo to v ravnovesju, se je v bistvu ali enega ali drugih živali nabralo preveč. Skratka, to je zelo začaran krog. Kot vidite, zadnja taca pri zajcu je zelo dolga in pa seveda prednje so pa v bistvu normalne, take manjše, kot vidite, no. Bi ti kaj dodala? Mogoče samo to, da zdajle, ko bo zima, če ste pozorni, v bistvu je zajčji sled vedno v takem Y-nu, ne. Tak Y naredi zajček, tako da se ga da zelo hitro prepoznati. Poleti zajec zelo redko v bistvu pusti neko zelo dobro sled. Sicer je pa zelo značilno, takole ima v bistvu, da sprednje, pa zadnje v bistvu tako, na tak način se premika, ko skače, ne, če si predstavljate. Skratka, pušča take Y sledi.
Drugače pa mislim, Ja, dovolj. pa ključe dela, ki ga pes gon, recimo, ključe dela, ne, se pravi, teče naravnost, ostro zavije ali v levo ali v desno, teče naravnost, potem take prave kote dela, v bistvu rečemo ključe, da v bistvu zamede oziroma zaustavlja na ta način zasledovalca. To je mogoče ena izmed zanimivosti. Jazbec, zanimiva v bistvu zver, to je ena izmed največjih kun, spada med kune. Kaj naj povem, živi v glavnem zemlji, običajno izpodrine iz lisičine samo lisico. Torej lisica se matra, skoplje jamo, vhode naredi, vse, potem pa pride jazbec in ji ta rov ali pa pač to kraljestvo teh rovov kar prevzame. Včasih se pa zgodi, da mogoče tudi nisem povsem prepričan, ampak imeli smo en primer gor na Blokah, ker sem na kameri v bistvu ujel in jazbeca in lisico. Tako da po moje se da tudi v neki harmoniji lahko živita, v teoriji, ne me za besedo držati. Okrog veverce, kaj naj rečem, majhne stopinje, seveda so drugačne kakor od miške, so tudi v bistvu te zadnje tačke so večje, kakor vidimo, podobno kot pri zajčku, prednje pa, bom rekel, spet nekako v nekem sorazmerju, no, ne vem, kaj naj rečem tule še. Mogoče ena zanimivost pri veverici, ki jo dojemamo vsi kot ekstremno ljubko žival. In prvi odgovor, ki ga dobiš, ko vprašaš otroke, kaj veverica je, so lešniki, seveda. Veverica v bistvu krade tudi ptičja jajca in je tudi ptičja jajca, tako mogoče ena zanimivost. Pa pri jazbecu, mogoče kar bi še lahko povedali, je to, da jazbec v bližini svojega doma v bistvu koplje latrine, torej majhne, nekje 10-15 centimetrske luknjice, v katere v bistvu opravlja svojo potrebo. In pa kako ločimo jazbečjo pa lisičjo luknjo, sploh če je pač primarno bila skopana s strani lisice oziroma jazbeca. Lisica gre običajno vedno naravnost v lisičino, medtem ko jazbec prihaja z vseh strani in ima tako celo avtocesto narejeno, no, tako. Se tudi v naravi dejansko torej zelo lepo da videti. Točno tako. No, zdaj bomo pa prišli pa v bistvu do nekih ključnih razlikovanj med zvermi, kot so, oziroma razlikami med sledmi oziroma stopinjami, kot so recimo ris, lisica, pes, volk in pa nenazadnje tudi čakal, ki ga vidimo skrajno desno. No, in če se fokusiramo seveda na risa, pri risu vidimo, da ni krempljev, to smo že rekli, se pravi, ni jih tudi pri divji mački, ki vidimo tudi v bistvu oba na skrajni levi. Se pravi, če pa na sredino pogledamo, pa vidimo sledi lisice in če mogoče Tjaša ti samo majčkeno po tehle zunanjih blazincah pokrožiš, da se vidi, kje se ta črta naredi. Se pravi, kadar naletimo na sled oziroma stopinjo, je torej zelo fajn, da imamo pri sebi neko ravno palčko, jo poberemo s tal in jo položimo na, kot vidimo, na zgornji rob, torej zunanjih blazinic. In če recimo pogledamo po lisici, to mogoče če zbrišeš, ja, se vidi lepo. Mislim, da bo v redu. Če samo z miško samo pokažeš tam. Skratka, pri lisici se vidi, da sta te dve zgornji oziroma zgornji blazinici nad črto, precej nad črto, in to je že prvi, bom rekel, zanesljiv znak, ki nam pove, da gre za lisico. Pri psu vidite, da sta srednji blazinici pod črto in pri volku sta te dve zgornji blazinici na črti, točno na črti, a ne. Torej se dotikata nekako te črte. Pa v bistvu ponavadi sta stranska prsta, tule je mogoče malo slabše narisano, ponavadi sta stranska, gresta tudi čez črto, pri lisici nikoli ne gresta, stranske dve sta točno na meji pod črto, tukaj gresta pa običajno ta dva prsta čez črto, no. Saj tule se malo vidi, ne pa najboljše, ko je debela črta. Tako. Pride do kakšnih rahlih odstopanj, ampak generalno je pa potrebno vedeti, se pravi, pri lisici sta izrazito na črto,
pri psu izrazito pod črto oziroma kar precej pod črto, pri volku pa, kot vidimo, nekje približno na črti plus minus, kakšen milimeter gor, odvisno od same zveri. No, ne nazadnje pa vidimo v bistvu skrajno desno tudi sled šakala. Zdaj, šakal je v bistvu ni avtohtona, bom rekel, zver pri nas, izvira iz Azije. Mogoče za razliko nadaljavo, kako ocenimo, kaj je lisica in kaj je šakal, oziroma kaj je volk in kaj je šakal, boste videli, da se ga na hitrco lahko, bom rekel, zamenja tudi z volkom ali pa z lisico, ampak, če boste pozorni, boste videli, da ima rep do prvega skočnega sklepa na zadnjih nogah dolg. Torej, lisica ga ima do tav, volk tudi kar precej dolgega, pri šakalu je pa rep, kot smo rekli, do prvega skočnega sklepa zadnjih nog dolg. Pa veliko bolj koščen obraz, ima tako bolj kojotski izgleda šakal, manjši je tudi, če ga v naravi vidimo, zdaj na sliki pač ni primerljivo, ker pač slika je, kakršna je. Tako. In običajno tudi bolj, kako bi temu rekla, grintav izgleda, no. Tudi nižje rasti so, Ja, v bistvu je šakal vrsta po velikosti med lisico in med volkom, In običajno tudi nimajo nekih prekrivajočih, kako se to reče, življenjskih prostorov, ampak na primer, če je nekje prisoten volk, zelo verjetno tam ne bo zelo veliko šakalov in obratno, oziroma si ne stopajo v teritorij, ker kljub temu, da nimajo povsem istega plena, vseeno pač nek manjši plen je podoben. Daš na kamero, da bo vsem. Tukaj je Biblija, takole obrnil. Biblija okrog teh živali, se pravi, to je lovski priročnik, in mogoče, če se bo videl na tej, za primerjavo, koliko je velik šakal napram lisici ali pa volku, vidite na sredini torej tega videa, vidite, kakšna je razlika, na primer, po velikosti, se pravi, vam tudi že po velikosti nadaleč lahko marsikaj pove. Ali lahko še enkrat pokažete, prosim, platnico? Lahko še enkrat poveva, v bistvu gre za divjad in lovstvo, to je pa izdala lovski. Torej, divjad in lovstvo, je pa to izdala Lovska zveza Slovenije. Res eden boljših, bi rekla, kar učbenikov, kar se tiče biologije, varstvene biologije, ekologije, vsega, ja, dobesedno lovska biblija, ali pa živalska biblija še boljša. Točno tako. Res, tudi nizena stranišče je zelo težka knjiga, vam povem, da morate imeti kar orek mizo za branje. Je kar težka. Okej, se vrnemo nazaj na naš PowerPoint. Torej, že kar dosti, imamo še vprašanja? Ja. Bomo samo še tole na hitrco. Torej, na hitrco bi samo še tole sled od šakala si pogledali, ko ga vidite, ima prednji dve blazinici zraščeni skupaj, to je res ena taka posebnost, s tem, da ni za izključiti, da se to najde tudi pri kakšnem psu, sicer pa zelo redko, saj jaz ne poznam dosti primerov, oziroma da bi, skratka, nisem še doživel, da bi pasja sled bila taka. Skupaj zraščena, ja. Tako. Evo, kar lahko naprej. Okej, pa imamo pa odgovori na vprašanja, spet pač napišete noter v chat, pa bomo zraven v pogovor, se opravičujem, pa bomo zraven povedali še kakšno zanimivost. In prvo vprašanje je, kakšna je razlika med rogovjem muflona, kozoroga, gamsa, to dojemamo kot eno skupino, ker ima zelo na podoben način v bistvu rogovje, in pa med srnjakom, jelenom ter damjakom. Glavna razlika, torej jo iščemo. Ja, seveda po velikosti, definitivno. Poraščenost, ja, bomo potem kasneje, ko bomo mačkaj še, ko se boste razpisali, vam bomo povedali vse skrivnosti. Polno in prazno rogovje je tudi ena od stvari, ja? Oblika, absolutno. Ja, tudi. Nimajo poroškov, ja.
Ok, samo en rog pa rogovje se razrašča. Še kakšno mogoče o materialu ali pa o enim odpadejo, drugim ne. Super, to iščemo, ja. Mogoče katerim odpadejo, pa katerim ne. Glede na to, da imamo precej vprašanj, bi se mogoče tukaj malo pospešil. Ja, tako. Ok, super. Kost, roževina velja za srnjaka, jelena in za damjaka. Kost, pardon. Samo kostna tvorba. Roževinasta tvorba, torej material, iz katerega so tudi naši nohti. Muflon, kozorog, gams. Pri omenjeni skupini, torej kozorogu, gamsu in muflonu, rogovje raste vse življenje. Pri srnjadi in jelenjadi rogovje odpade vsako leto. In zraste potem ponovno, in ko ponovno zraste, ker gre torej za kostno tvorbo, ki je čez koža, rogovi so poraščeni in v bistvu čez pomladi ali pa tudi zdajle v tem zimskem času, malo je odvisno na katerem delu, vidimo srnjaka, ali pa sploh jelena, ki mu lahko rogovi v bistvu zrastejo tudi decembra, to je malo odvisno od njegovega paritvenega obdobja, starosti. Tako. Lahko vidimo v bistvu to kožico, ki je poraščena in jo potem v bistvu čez leto izgubi. Naj povem, da je v bistvu ta rog, ki je v koži, je noter čisto prekrvavljeno, se pravi, tudi potem ta barva rjava je v bistvu posledica te krvi, ki je bila, torej ko kožico očisti, ko mu rogovi do konca zrastejo, se on očisti to kožico, ali srnjak, ali muflon, ali jelen, očisti to kožico, dajmo reči dol, si jih v bistvu obeli, kakor rečemo, in seveda ta rjava barva je pa, kot sem rekel, posledica te krvi, ki je bila noter v samem rogu. Tako. Pa tudi sledi žil, pa tega se vidi na podlagi teh, kako se reče. Sledi žil so v bistvu narejene na podlagi tega, da v bistvu na začetku so žile prisotne in ta čas je pač kostina še mehka, se pravi, gre v bistvu za neki kostni mozeg in se pač to noter tisne. Tam, kjer srnjaku rogovi odpadejo, tisto imenujemo roža, se pravi, tam, kjer izraščajo oziroma spodnji del roga imenujemo roža. Potem pa različni parožki, se reče, torej izrastki, ki ima razraščeno rogovje, pri srnjaku ne pomenijo, ali pa tudi pri jelenu ne pomenijo število let, rogovje se v bistvu na drugačen način, se mu določa starost, na težo, na to, kako izgleda, kako je močen. Po barvi in tako naprej. Medtem ko pri muflonu, kozorogu, gamsu, kjer raste celo življenje, se vsako leto naredi, tako kot recimo letnica na drevesu, en prirast in se pozna kot linija. In če preštejemo število teh linij, je to v bistvu število let živali. Če bi v grobem rekli, so v bistvu tako kot naši členki, se pravi, pri vsakem členku je malo bolj odebeljeno ta, bom rekel, ovojnica okrog in to je tisto, kar štejemo potem, da ugotovimo starost. Pa bi predlagal, da gremo kar naprej. Ok, naslednje vprašanje, ali srnjak in jeleni jedo povsem isto hrano? Ne rabite odgovarjati, bomo kar povedali, ker bi vam rada res še par stvari povedala, pa je danes vsebine veliko. Lahko pa pomislite pri sebi. V bistvu ne jedo iste hrane, jedo oboji rastline, ampak srnjaki so bolj izbirčni, radi imajo vršičke, radi imajo sočne dele rastlin, medtem ko jeleni so veliko manj izbirčni. V bistvu tudi tako, srnjak veliko bolj sliši, jelen veliko bolj vonja, zato tudi, ne vem, jelen živi v skupini, ker več jelen oziroma košut, jelen živi torej z več košutami, ne. Več živali lahko prej zavoha plenilca, medtem ko srnjak se sam giba ravno zato, ker je v bistvu tako bolj oprezen in bolj posluša, razen srna samica je izjema. Lahko bi povedali še ogromno stvari, ampak gremo naprej. Kje v Sloveniji živijo jeleni? V bistvu tako, jeleni živijo, zdaj so načeloma kar razširjeni, bi lahko rekli tle po celem Kočevje, Notranjska, oziroma Dolenjska, cel ta južni del Slovenije v bistvu, če ga razdelimo na severni pa na južni. Zanimivo je na primer, ne vem, damjak, je ena od vrst, ki je bila naseljena, jo poznamo v kakšnih ogradah, v naravi ga pa na primer lahko najdemo v Sevnici, Tržišču, Rateče, ta del pa gor Velenje so bili v bistvu naseljeni, oziroma so s kakšne ograde kdaj pobegnili. Ja, to ni avtohtona spet sorta, ampak so v bistvu spet iz Azije izvirajo damjaki, kot zanimivost. V plečni višini so nekje visoki, v primerjavi z jeleno so seveda ful nižji, so nekje do 1 metra dosežejo.
lahko tudi kaj več, no odvisno, ampak jelen pa že recimo, ne vem, 1,20 m, 1,30 m, odvisno, lahko tudi več, kot sem rekel. Tako, potem, katere mačke živijo v Sloveniji, smo že rekli, da sta to ris in divja mačka. Zanimivo je mogoče to, da divjih mačk je precej, ampak spet, ker živijo skrito ljudem, mislimo, da jih je zelo malo, drugače pa ocenjujejo, da jih je kar verjetno vsaj 10 000, oziroma te podatki se spet zelo razlikujejo, odvisno kam boste šli pogledati. Mogoče ena zanimivost, vse mačke nasploh po svetu so samotarske živali, razen ene same vrste. O kateri vrsti govorim, lahko napišete kar odgovor. Ni prisotna v Sloveniji, definitivno ne. Kaj je problem risa v Sloveniji, to bomo malo kasneje povedali, na kakšen način, ali pa bomo kar tle. Lahko. Se pravi, kar se tiče risa, problem risa v Sloveniji je v bistvu parjenje, to ste lahko tudi v zadnjih letih videli, ker se zelo veliko trenutno ukvarja s tem, trenutno je Slovenija tudi znotraj tega projekta za naselitev risov dobila kar precej denarja, kjer se sodeluje v bistvu z Hrvaško tudi, kjer pa risov imajo več. Gre za to, da tudi spremljajo, risi seveda ne poznajo meja, tako da grejo zelo veliko se gibajo naokoli tega risa, goruja, lahko zelo dobro spremljate. Tudi če na Facebooku, če napišete velike zveri oziroma velike in divje zveri, je to en profil, kjer se konstantno, ne vem, zdaj je bil glih pred kratkim posnet v Kočevskem gozdu, je zelo aktiven, tudi sumijo, da si je našel tle samico in se bo lahko uspešno paril. Namreč največji problem risa je parjenje v sorodstvu in zato v bistvu populacija tone v začaran krog tega, da se parijo med seboj in na ta način izumirajo, ker kot veste, v bistvu z istim genetskim materialom pač vrsta v naravi ne more preživeti. Ker pač, če prihaja do tega sokrvja, gre za več bolezni, sploh ni preživelosti, lahko se sploh mladiči ne povržejo in podobno. Če bo uspešna naselitev risa, je pa tudi veliko vprašanje, ravno zaradi velikosti teritorija, zaradi tega, ker v bistvu s pregradami, s cestami, tako kakor za medveda in za volka, v bistvu manjšamo habitate in življenjski prostor teh živali. Kdo vse spada med plenilce? Omenili smo že mačke, torej vse pse, kune, jazbec je tudi plenilec. Zveri v bistvu. Skratka, v bistvu vse zveri. Kaj pomeni beseda plenilec, za kakšen odnos gre? Torej gre za predatorstvo ali plenilstvo. Gre za to, da so običajno plenilci nekje na vrhu ali pri vrhu prehranjevalne verige, torej plenilci v večini primerov nimajo nekega posebnega sovražnika, razen takrat, ko govorimo o mladičih. Preživelost recimo volčjih mladičev je približno 50%. Potem, ali živi še kaj tudi v Sloveniji? Ja, živi, v zadnjih letih se v bistvu zelo veliko govori o vrsti, tako z vidika upravljanja, kot z vidika, ki je prisotna. Trenutno vemo, da je stalno prisotna v Bevkah oziroma v okolici, širši okolici Ljubljane, Ljubljansko barje. Zelo veliko se je v bistvu dol Bela krajina v zadnjem času razširil in Notranjska iz Hrvaške in pa tudi Prekmurje opažajo posamezne primerke, ni pa tam zabeleženih, vsaj, kakor vam jaz podatke, še nekih stalnih družin. Volk v naravi praktično nima svojega sovražnika, z izjemo človeka. To velja praktično skoraj za vse zveri, kot smo prej rekli. Kako na to, da se potem ne namnoži prekomerno? V bistvu gre za to, da vse populacije v naravi se v bistvu lahko same med sabo regulirajo. Ne namnoži se spet ravno zaradi velikega upada v času, ko so volki še mladiči. Ena stvar je tudi v bistvu nek povoz, ki lahko vpliva na njihovo populacijo. In pa tako je, če bi se volk namnožil, bi mu zmanjkalo hrane, ne? Vsaka zver je naseljena ravno toliko, koliko je nosilnost okolja. Se pravi, če imamo nekje 10 srn, je nesmiselno, da imamo še 10 volkov, ker bojo pač pomrli oziroma poginili od tega, ker se ne bojo imeli s čim prehranjevati, ne. Tako da v bistvu vse je povezano v naravi in na tak način se uravnavajo vse populacije, lisice, miši, pač karkoli imamo. In to bo to, zdaj to smo šli res na hitro čez. Odgovor je pa pravilen. Torej, vrsta mačke, ki živi v haremu, je lev, ki živi s svojimi levinjami. O risu smo zdaj že kar nekaj povedali, mogoče lahko povemo to, da ja, trenutno ta naselitev šteje za uspešno, ris je leta 1973 izumrl v Sloveniji, pa se je potem
je bil pač izumrl, postreljen v strani iz okolja in se je leta 1973 nazaj naselil. Od takrat se pa populacija v bistvu ves čas bori za svoj obstoj in preživetje. Več ne bi na tem mestu zgodilo. Ja, v naravnem okolju ga zlepa ne boste videli, če niste gozdar, pa še gozdari ki so celo življenje v gozdu, so imeli redko priložnost, da ga vidijo. No, res, tako je. To je kot duh, no. Tako, pa sem še par zanimivosti o volku in gremo še na medveda. Upava, da si lahko danes vzamete kakšno minutko več. Ja, lepo prosim. No, bomo pa v roku 15 minut zagotovo zaključili. Ja, definitivno. Jaz upam, da nimate kakšnih obveznosti hujših. Se oproščam, da je to tako, kakor je, ampak vidite, da je res ogromno ene vsebine, ki je nemogoče v kratkem času predati, oziroma si tudi zapomniti cele. Ok, se pravi volk. Volk je zanimiva vrsta napram risu, potem, da je ris samotarska žival, ki tudi sam lovi iz zasede in za napadom, zato potrebuje ostre kremplje, ker gre v bistvu za to, da ob napadu, naprimer, ždi na veji, vse mačke, tudi tiste zelo velike, ki se nam zdi skoraj nemogoče, rade se skrivajo v krošnje dreves, ker tako najlažje opazujejo plen in v bistvu skočijo iz drevesa in zagrabijo za vrat s kremplji, v bistvu za vratno žilo. In to deluje res tako precizno, da lahko tudi ris, ker ris ni tako zelo velika žival, eno konkretno košuto v bistvu ubije z enim samim ugrizom in drži toliko časa, dokler košuta v bistvu ne obnemore pod njegovimi kremplji. Medtem ko volk je žival strategije, žival hierarhije, zelo stroge, v bistvu volčji trop normalno povprečno sestavlja nekje od 8 do 12 volkov. Zdaj, če govorimo o Yellowstoneu, pač tam po naselitvi tudi po 24 volkov v enem tropu, ampak to so res izjemni in ekstremni primeri. Sicer pa ponavadi trop sestavljata alfa samec in samica. In potem je v bistvu velja zelo stroga hierarhija, so torej mladiči prve generacije in najmlajši. Mogoče kot ena zelo zanimivost je to, oni torej lovijo skupinsko. Gre za sistem tuljenja, sporočanja z raznim urinom, premikanjem, kdo gre v katero smer. Vedno je alfa samec tisti, ki pač se more prva nahraniti in alfa samica prva jesta. Zanimivo je tudi mogoče to, da ne vem, mladiči, pač človek ravna tako, da bo vedno poskrbel za svojega dojenčka, za otroka, pač ker ga dojemamo kot nebogljeno bitje, ki potrebuje varnost, pomoč strani odrasle osebe. V živalskem svetu temu ni tako, ne. Je sistem letala, najprej poskrbi zase, da boš lahko poskrbel za ostale. In v bistvu, če pride do nekega resnega, ne vem, tudi recimo, če človek pride v volčji brlog in da je tam, ne vem, možnost, mislim, da pride do mladičev, da so recimo starejši volkovi zunaj, bo volkulja stekla in mogoče bo rešila tistega najmočnejšega in tudi hranil se bo praviloma tisti, ki je močnejši, ne tisti, ki je šibkejši, ker gre za preživetje. In v bistvu v živalskem svetu je pomembno, da preživi reproduktivni potencial. Se pravi, tisti, ki bo večja možnost, da bo tudi, ko bo samostojen preživel, v tistega je potrebno vlagati. To je nekako logika tega. Tako mogoče. To je smiselno. Ja, kar je tudi v bistvu smiselno z vidika preživetja, ne. Zdaj v volku bi lahko še zelo veliko stvari povedala. V Sloveniji v bistvu je kar nekaj stalno prisotnih tropov. Priznam, da 15. bi zdajle na pamet rekla, koliko je dejansko stalno prisotnih. Je pa recimo stalno prisoten trop v Naslavniku, Kočevju, potem dol imamo ta Naslavnik, Severna Primorska, tako. Zdaj v zadnjem letu se je v bistvu začel volk pomikati tudi na Gorenjsko. Tam bojo nastali spet neki večji problemi, ker ne vem, na Gorenjskem, kot veste, se ovce prosto pasejo, nekje na jugu smo bolj navajeni takih stvari in v bistvu trenutno vem, da se tudi recimo na biotehniški fakulteti zelo veliko ukvarjajo s tem, kje iskati sožitje, torej med človekom, volkom in kje v bistvu z upravljalskega vidika te stvari nekako rešiti tako, da bojo ustrezne, tako za populacijo kot nasprotno, ne. Ker s tem, ko ubijemo vse, mislim, če bi pobili volkove, to ne bi pomenilo v bistvu zmanjšanje populacije, bi pomenilo večjo agresivnost volkov, pomenilo bi lahko tudi v bistvu večjo napadalnost, večjo možnost, da se približa in hkrati bi se tisti en volk, ki bi pa bil, bi imel zato toliko večji teritorij, tako deluje logika. Če bi v Ameriki pogledali vse volčje trope, bi videli, da se noben volčji trop nikoli ne, recimo, če je to življenjski prostor enega pa to drugega, se nikoli ne bo pokrival, ker se oni med seboj pobijajo, vedno bo šlo tako.
In zdaj, če imamo tako 3, pa eden zgine, bo eden od teh 2 razširil se na ta prostor. Volk bo vedno prisoten. Takšna je nekako logika tega, no. Pa še zdaj... Lahko date eno sliko nazaj? Ja, lahko, bi pa sem še povedala eno zadnjo zanimivost, preden gremo na medveda. V lanskem letu se je volk v Velenjskem koncu sparal tudi z psom. Mladiči so bili v bistvu, ki so jih videli, že kar stari, tako da so bili že malo večji. Prepoznali so potem, da je v bistvu imel veliko volčjih značilnosti. Mama je bila, torej alfa samica je bila volkulja, mladiči so bili pa povsem črni sicer. In se je že takoj odredil odstrel, zato ker si ne želimo v bistvu križanja vrst in ker v bistvu obstajajo špekulacije, da v primeru, da bi prišlo do takih križanj, bi lahko v bistvu ta volk / pes, torej mladič, križanc, imel zelo neka agresivna vedenja na eni strani, na drugi se pa verjetno ne bi bal človeka in ta kombinacija bi pa lahko v bistvu na eni strani pač je križanje slabo, ker s tem izgubljamo vrsto, na drugi strani pa, če gledamo iz človeškega vidika, zagotovo lahko pomeni večjo mero nekih napadov in nesoglasij pač, torej med človeško vrsto in med volkom. Dovolj bo, medved. Okay. Ja, zdaj pa moja naloga je v bistvu, da vam probam res zelo na hitrico povedati par osnovnih stvari, pa če začnemo kar v bistvu pri medvedu, se pravi, kako je s parjenjem. Medvedka se pari nekje spomladi v poletnih mesecih, se pravi v začetku poletja in sicer lahko tudi z večjimi samci naenkrat, oziroma ne naenkrat, torej jih ima lahko v tej parni sezoni, torej sezoni parjenja več in sicer pa zato, ker v bistvu recimo gledali smo telemetrijske podatke teh medvedov v Sloveniji, ki imajo torej te vratnice za vratom. In smo, torej, ko smo delali spit za vodiče za ogled medvedov v naravnem okolju, nam je gospod Krofl, Miha, doktor Krofl povedal naslednje. Se pravi, pokazal naslednje, bom rekel, rezultate. Torej, neka medvedka Mojca, če se zdaj na pamet spomnim, je na nanosu, ima svoj brlog in v bistvu najprej k njej pride en kaco oziroma en majster, ki je v bistvu edini v Triglavskem narodnem parku živi. Tukaj mogoče vzporedno povem tudi to, da je tudi to ozemlje teh medvedov odvisno od tega, koliko je hrane, ne. Torej, če je premalo hrane, vemo, da v Triglavskem narodnem parku ni nekaj, torej ogromno hrane za več medvedov, tako da seveda tam lahko živi samo eden. Skratka, če se vrnem do te Mojce, najprej pride ta samec iz Triglavskega narodnega parka, za en teden k njej se imata lepo, se ljubčkata in vse skupaj, en teden pri njej in potem gre ta medved naprej do druge samice. Do te Mojce pa pride do drugi medved, je spet en teden z njo in tako naprej, skratka jih lahko zamenja na sezono tudi ene 5-6. In zakaj to medvedka naredi? Medvedka to naredi zaradi tega, ker v bistvu naslednje leto, ko bo imela mladiče in bo srečala tega samca, torej ta samec ne bo prepoznal svojih mladičev, oziroma ker je to vzporedno povem, da ima lahko ta samica tudi več, torej mladiče od večjih očetov. Torej ni nujno, da so vsi z enega, torej vsi so z enega legla, ampak so različnih očetov, kot sem rekel. Skratka, to medvedka naredi zato, da zaščiti svoje mladiče. Torej, če bi medved, ko se torej naslednje leto pride na paritev in ima tam medvedka mladiče, jih seveda odžene, če ve, da se jih, torej da se je z njo paril prejšnje leto in bo na ta način torej mladiče pustil živeti. Če pa se ta medved prejšnje leto ni paral s to medvedko, jih bo pa pobil. Upam, da je bilo to dosti razumljivo, no? Da ste razumeli, kaj sem hotel povedati. Potem, ko se torej medvedi skotijo, so velikosti tam nekje kaj en polh. Pol kilce. Ja, nekje od 300 do 500 gramov, nekaj takega, pol kile. So slepi, goli,
Naj povem, da medvedka seveda v tem času, ko je v brlogu, seveda tudi odvisno od letine sproži, koliko mladičev bo imela, skratka, to je malo bolj kompleksno. Hočem povedati to, da ko so rojeni ti medvedi, medvedka ne izloča ničesar, ne blata, ne urina, ampak samo mleko. To mleko en mesec v bistvu črpa iz svoje zaloge tolšče in s tem hrani svoje mladiče. In šele nekje 1. aprila v bistvu ponovadi zapustijo brlog. Se pravi, po 1. aprilu je nekako tudi bolj varno se okrog brlogov sprehajati, če že kaj pohajate okrog. Zdaj pa nekaj mogoče zelo pomembnega. Torej, medved je po drugi svetovni vojni do danes v Sloveniji bil 3 oziroma 4 ljudi, to sem že povedal. Divji prašič pa to, se pravi, medved ni noben neki bav. Je res, da je bilo ogromno napadov, ampak ti napadi so bili v glavnem zaradi spuščenih psov. Torej, vi, ko greste v gozd s psom, se me noben ne vidi, spustite cucka, cucek bo šel okrog, bo zavohal medvedko, kar zelo smrdi, pa seveda tudi boljš voha od nas in tako naprej, skratka, in bo naletel na medvedko z mladiči. Ta medvedka se bo seveda zapodila za tem psom, kam bo prišel pa pes, verjetno k vam med noge in potem po vas. To je en vidik, zakaj ni pametno imeti spuščenega psa na območju medveda. Druga stvar, ko prihajamo v gost, je zelo pametno, da opozorimo na sebe. Torej, da prihajamo v gost, torej njihovo dnevno sobo, jaz rečem, po kmečko čist. Torej, to je enako, kakor če bi jaz prišel k vam ob eni neprimerni uri v vašo spalnico, brez da sem potrkal na vrata, bi verjetno me kar debel pogledal, kaj je z mano narobe. Smo lahko največji prijatelji. Torej, tukaj morate razumeti, da gre za to, da prihajamo mi v njihov dom in ne obratno, skratka. Naj povem tudi to, da so naredili 300 preizkusov, ko so človeka poslali direktno na medveda, se pravi na medveda, ki je imel telemetrijsko ovratnico, so poslali študente 300-krat, torej ta študent je imel ovratnico v roki, oni so videli na ekranu, kje je medved, kje je študent in so po radio vezi sporočali študentom naravnost, desno, levo, kakorkoli, kam naj gre. Skratka, 300-krat so ga poslali direktno na medveda ves čas. Kaj so ugotovili? Torej, v 300 primerih ni bilo niti enega napada medveda na tega študenta ali pa študente. Mislim, da so ga videli manj kot 10-krat, na pamet govorim, ne me za besedo držati, ampak vem, da je bilo manj kot 10-krat, ne spomnim se kolikrat. In pa medved se je ves čas odmikal od tega študenta med 50 in 70 metri. Ves čas je držal distanco. Zakaj? Zato, ker boljš voha, malo bolj sliš, bolj slabo vid sicer, ampak kot veste, daljši nos, ko je boljš žival voha, seveda tudi odvisno od vetra in tako naprej. Glede na to, da imamo še eno stvar, jaz mislim, da vam bom več o medvedu lahko povedal še na sami delavnici, prosim, da postavite kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem. Žal mi je, da je čas omejen, tako. Se pravi, to na sami delavnici bo gotovo več povedala. Mogoče bi še tisto dala. Tako, medva so v bistvu res vesela, da smo se v vseh teh torkih zbrali in v bistvu, da smo bili ves čas prisotni vsi. Bova odgovorila še na kakšno vprašanje, ki prileti. In v bistvu bi si želela od vas, vse so vas tudi sproti malo spraševala, eno povratno informacijo. Zato sva v bistvu tudi pripravila eno tako čist kratko evalvacijo, pa bi bila zelo vesela, če bi si v bistvu kar zdaj vzeli čas za to, da to rešimo in je to končano. Da to rešimo. Bova prilepila v chat in ta čas, ko boste tudi reševali, pa vidim, da je prišlo še eno vprašanje, tako da bova odgovorila še na to. Evo, je noter, tako da samo kliknete na povezavo, izpolnite, ni dolgo, je kratko, bova hvaležna. Zelo bova hvaležna, zato da dobiva tudi mi malo povratnih informacij.
Aha, dobro vprašanje. Se pravi, prvo vprašanje, ki je, kaj naj človek naredi, če sreča divjo svinjo. Bom rekel tako, realno se to lahko zgodi, če ste res, kako naj rečem, če res piha, res močen veter, da se stran od svinje. Skratka, kot navaden smrtnik ne boste zlepa najdel svinje. Lahko se pa seveda zgodi, da jo presenete, ko leži ali kakorkoli. Skratka, divje svinje so lahko, ko gre recimo za lov, so lahko tako prebrisane, da ostanejo noter v gošči, če res ne pride pes ali pa človek direktno na njega in ga pohodi, šele takrat v bistvu steče oziroma zbeži. Je zelo pregnan, dajmo reči. Skratka, ja, če imate možnost, če se že srečate, se seveda morate povzpeti na neko drevo. Zdaj ni povem, da so, torej same svinje so lahko zelo, zelo agresivne in lahko tudi kar počakajo pod drevesom, ne, torej ne bojo vas kar pustile. Ampak takih primerov je izredno, izredno malo oziroma jih jaz v Sloveniji ne poznam. Seveda morate kot prvo tudi na tako področje, kjer živijo te svinje, se pravi, zdaj, če vas bojo one dobile v nos ali pa vas slišale, bojo že na daleč, se pravi, kot navaden smrtnik zelo, zelo težko, tudi kot lovci imamo, bom rekel, ali pa imajo težave jih ujeti, no, ker so izredno, izredno inteligentne živali, za mene ene izmed najbolj. Skratka, če je možno, se absolutno pred svinjo rešite tako, da se povzpnete ali na drevo ali pač greste gor. Zdaj, če imate pri sebi kakšno sulico ali pa kaj takega, jaz tega načeloma nekaj ne propagiram, da bi zdaj nekaj hodili okrog, seveda pa mogoče kakšen daljši nož pa na palico navezan ali pa kaj takega, skratka, samo to je boljše, da imate kakšen solzivec ali pa kaj takega, no, bom rekel, če pride res do nekih bližjih srečanj, no. Zdaj, mogoče bi se navezal še na medveda, ki je v bistvu podobno vprašanje, kaj naredimo, če srečamo medveda. Zdaj je več scenarijev. Eden je ta, da lahko, torej mi medveda vidimo, pa on nas ne vidi. V takem primeru seveda se obrnemo in gremo torej v smer, s kjer smo prišli. Potem druga varianta je, da torej medved nas vidi in mi tudi medveda, seveda, se pride do soočenja. Kaj pa takrat? V bistvu takrat moramo zelo pametno odreagirati, bog ne daj, da se, kako naj rečem, da se obrnemo in zbežimo, ker bomo avtomatično postali plen temu medvedu. Torej, fajn je, da se postavimo torej bočno na medveda, da ne izgledamo, bom rekel, kot neka pretnja. Se pravi, smo že manjša pretnja, če smo bočno, gledamo proti njemu, ne pa v oči, torej ga imamo s kotičkom očesa, torej ves čas pod nadzorom in se počasi z mirnim pregovarjanjem, pač vse bo v redu, Medo, glej, ni nič hudega, jaz sem prišel samo po gobe ali pa po borovnice, skratka, bolano se sliši, kar vam govorim, ampak drugače jaz ne poznam. Se pravi, da se vse nekako srečno izide. Se pravi, če boste pa začeli bežati, je pa avtomatično po vas. Torej, prvo pravilo je, da ne bežite, ker vas bo prvič ujel, lahko še v dolino tečete, kakor pravijo, da vas ne bo, skratka, ali pa plezati na drevo, pozabite. Pleza je tako, da lahko samo sanjate, da bi vi kdaj tako plezali. Skratka, prostite, no, ker sem tako rekel, prosto, ampak dejansko je tako. Ne boste mu šli, teče 60 na uro, pleza, kar ne vem kdo. Skratka, zelo pomembno je, da se zavedate tudi to, da medvedka vedno prvi napad izvede kot lažen. Torej, ona se bo zagnala proti vam, se bo pretekla proti vam in bo se ustavila pred vami, kakšen meter pred vami in bo s tacami zabila v zemljo, torej s prednjimi tacama zabije v zemljo, da se zemlja strese. Imam kar drekuriti zmrzno, prostite izrazu. To je njen namen, skratka, da vas prestraši. Če bi seveda karkoli vi poskušali ali zbadati, kako karkoli, je seveda potem druga zgodba, ampak da se pa še to
prepreči, se pravi, je pomembno, da se vi umikate in da če le možno pustite nahrbtnik ali pa majico ali pa jopo med vami in medvedom. To je zato, ker se bo v bistvu definitivno ta medved tudi na tem nahrbtniku ali pa tej majici ali pa flisu ali pa karkoli ustavil prej, kakor pri vas, ne, se pravi, ena vmesna bariera, da je med vami. Skratka, tako na kratko, no. Kako je z omenjenimi posnetki teh predavanj? Aha, to bom povedal še. Se pravi, Vid, odgovarjam tebi, se pravi, ta predavanja so posneta. Ta predavanja so posneta in bodo objavljena na spletu oziroma na enem serverju. Torej, ta hip bomo, torej še ni to urejeno, no, skratka, takoj, ko bom poslal povezavo do vseh 5 delov teh naših predavanj, tako da boste imeli še nekaj časa na voljo za ogled in pa obnovo teh znanj. To je, kar se tega tiče. Potem pa, kako se najbolj zaščitimo pred klopi in komarji. Zdaj, če govorimo o komarjih, če nima nobenega repelenta s sabo, je zelo fajn, da se namažete z strtimi iglicami od smreke ali pa bora, ker imajo ogromno eteričnih olj, ki odganjajo, bom rekel, ta mrčes. Se pravi, jih strete v roki ali pa s kamni stolčete in se potem po telesu namažete. Zadeva funkcionira, pretiravajte, čim več vejic, čim več olja probajte stolčiti oziroma stisniti iz teh vejic in jih nanesti na telo. To je ena varianta. Druga varianta je, da se namažete z blatom. To pomaga seveda tudi za klope. Enaka zgodba, se pravi, če se boste plast blata nanesli na kožo, bo ta klop ali pa komar veliko težji prodrl čez to zasušeno blato načeloma, kakor na golo kožo. Zdaj, kar se pa repelentov tiče, pa jaz predlagam tako, no, jaz sam delam repelente zase oziroma za našo družino, in sicer ali je to narezana pomaranča, ena pomaranča na kocke, z lupino vred, pa ena limona, enako z lupino vred, jo prelijem, torej eno limono pa eno pomarančo s kropom, recimo pol litra, vse dobro zdrockam, precedim čez gazo v pršilko in imam to potem za borovnice nabirati, za jurčke in tako naprej. Se pravi, to je ena taka enostavna, enodnevno, bom rekel, uporaba. Skratka, se zelo hitro potem tudi pokvari, če bi imeli dalj časa. Če hočete pa imeti tako bolj obstojen repelent za dalj časa, pa svetujem, da se to naredi iz destilirane vode in pa seveda eteričnih olj, kot so sivka, limonska trava, potem limona, pomaranča, evkaliptus. Skratka, to so tistih 5 udarnih eteričnih sivka, sem rekel, ali ne, ne vem, če sem, skratka, udarnih teh eteričnih olj, katerem morate pa absolutno dodati še emulgator. To je pa v bistvu snov, ki poveže vodo in pa to eterično olje v eno homogeno zmes. Tako na kratko, evo. Pa tudi v bistvu dim je pač, mislim, če ste nekje stacionirani, je enkrat kar en čas gori ogenj, pa to je dim že sam po sebi malo zaščita. Pa ne vem, če ste nekje stacionirani, sploh tigrasti komarji v bistvu rabijo zelo, zelo malo vode. Tudi doma, recimo, če to upoštevate. Ne puščati, naprimer, ne vem, radi zalijemo rož in pol spodaj pustimo v tistem podstavku, da voda not stoji. Tigrast komar ima v bistvu s tem že dovolj časa, da se razmnoži, ali pa ne vem, zunaj, ko imate kakšne posodice, pa noter dež napada, je že dovolj. Navaden komar potrebuje cel ribnik vode, zato da se namnoži, medtem ko se pa tigrast komar praktično množi v zelo majhnih količinah vode. Jaz v bistvu skozi dol gledam, ker spremljam vaše odgovore in jih je 8 že prišlo, tako da še par jih pričakujemo. Ja, recept za smrekovo mazilo, seveda vam ga z veseljem povem, če imate kaj zabeležiti, če me bomo pa probali nekako kako drugače. Se pravi, jaz ga pripravim tako, da v pol litra ekstra deviškega olja dam kepo, eno dlan, eno kepo, kakor zajamem z eno roko, dam
v pol litra tega olja. Se pravi, olje dam v vodno kopel. To je zelo ključno, se pravi, ne da direktno na ogenj, ampak v vodo, ki vre, dam olje, potem dam noter smolo. Ko se ta smola recimo po nekih 20 ali pa pol ure v bistvu z mešanjem raztopi med to olje, odstranim in torej čez neko gazo precedim to olje, se pravi, ki je zmešano že s smolo. In v ločeni posodici potem spet vzamem mangovo mast oziroma mangovo maslo, ali pa palmino, boljše je sicer mangovo, ki ima še E-vitamin noter. In pa žlico, jedilno veliko žlico recimo čebeljega voska v granulah dam. Lahko je tudi kot tak, odvisno kakšnega vzamete. Vse te sestavine boste dobili v Samsung Kamnik. Nimam nobenih delnic tam ali pa karkoli, da bi imel kaj od tega. Skratka, jaz pri njih to vzamem, te stvari so res naravne. Kaj je pa najbolj fajn, je pa to, da v bistvu to mazilo lahko pol tudi pojemo. Torej je 100% naravno in se pravi, če imamo kakšne želodčne težave ali pa kaj takega, je, bom rekel, tudi za oralno uporabo, se pravi, lahko tudi pojemo in nam bo zreguliralo prebavo recimo, če imamo s tem težave. Drugače pa smrekov mazilo na splošno znano za rane, za zlato žilo, za glivice na nohtih. Sicer je ta procedura potem traja mesece in mesece lahko, torej govorim o glivicah, pri zlati žili verjetno tudi nekaj časa, ampak lahko rečem, da zanesljivo pomaga. Naj omenim še to, da ima smola 52 oziroma lažem 42 mineralov in pa vitaminov, ki so, kako naj rečem, prisotni v smoli in lahko rečem, da je smola, tudi če jo direktno date na rano, smo že rekli, na začetku se spomnim, torej odličen pripomoček za celjenje ran. Torej rane so neprimerno lepše zaceljene, hitreje se zacelijo ali pa mogoče tudi trapotecno vzporedno. Skratka, če še enkrat ponovim, recept za mazilo: pol litra olja, kepa smole, ena dlan smole, stopimo v vodni kopeli, precedimo, v ločeni posodi sem rekel pa spet eno kepo mangovega masla, pa žlico ali pa 2 žličke, malo večje, tega čebeljega voska, spet stopimo in potem to dodamo v to olje, zamešamo in damo v embalažo in potem nekje, če imamo to v hladilniku, zdrži tudi nekje do pol leta to mazilo, no, da ste brez skrbi, oziroma ko maščoba postane žarka, je to mazilo potem zastran, no, tako nekako na kratko. Še kakšno vprašanje? Če ni, bi na tem mestu zaključili. Mislim, da glede na odgovore, če lahko zelo na hitro povem, Lari, ti še tega ne veš. No. V bistvu tako, zdaj smo dobili 10 odgovorov, pa zgleda, da bova res mogla narediti še nadaljevalni tečaj, tako da bova še tam lahko odgovorili na kakšno vprašanje. Ker ste pa vsi napisali, da bi priporočili v bistvu tudi prijateljem, pa mogoče lahko zdaj naredimo tle še toliko reklame, da lahko poveva, da naslednji torek v bistvu začneva ponovno s tem osnovnim tečajem. Tako da, če imate kakega prijatelja, povabite ga. Vsebina bo enaka, tako da nadaljevalni tečaj pa verjetno v januarju, ne? Mislim, boste dobili obvestilo. Skoraj zagotovo bo v januarju, vse tak je v bistvu najin plan, zato da se to v tem času korone dejansko ta teorija da skozi, potem pa v praksi gremo, bom rekel, v živo pogledati te stvari in z veseljem seveda pokažemo čisto popolnoma vse, kar se boste spomnili ali pa kar želite izvedeti, pa če le v najini moči, bo seveda z veseljem povedala, pokazala in vam tudi dala, da s svojimi rokami to pripravite. Pa tudi, da nas kaj novega naučite. Seveda, jaz vedno trdim, da nisem najpametnejši, še enkrat povem. Ogromno se naučim tudi od vas, udeležencev, torej izmenjava mnenj je tukaj ključna in seveda na ta način vedno poskrbimo oziroma po naravni poti pride do tega, da nek udeleženec tudi
v takem primeru nadaljavo vidim lahko ogromno zvet od ostalih udeležencev. Seveda, kot vidite, je to en tak res dokaz, da več glav, več zelja. No? Tako. Kaj ne rečem, res iskreno se vam zahvaljujem za zaupanje. Vidim, da ste res dali dobre ocene. Hvala. Jaz verjamem, da se bomo zopet srečali, prej ali slej. Našega, bom rekel, druženja še ni konec. Še enkrat poudarjam, ni to nobeno slovo, čeprav mogoče zgleda, da je, pa ni. Komaj čakam, da se srečamo. In kaj ne rečem, imaš ti še kaj? To je to, hvala pa. Hvala za čas, pa sorry, ker smo vam ukradli še pol ure. Dodatne. In lahko se oglasite s kakšnim vprašanjem na elektronsko pošto. Ali pa pokličete. Lepo se imejte, adijo. Čau. Živijo.